Hvala. Samo preverim, če se moj ekran vidi. Vse? Takole. Torej, z Luko bova zdaj pokazala par primerov, par poskusov, ki smo jih izvedli pa zaznali v Sloveniji. Torej, neke izkušnje z bolj celostnim umirjanjem prometa pri nas. Najprej bom jaz predstavil našo izkušnjo z Juršovke v Ljutomeru. Mogoče ste mnogi že slišali ta primer, ampak danes v luči teh novejših rešitev in bolj celovitih rešitev v drugih mestih bo mogoče tudi kakšna nova informacija o naši izkušnji v Ljutomeru bolj sedla in bo motiv za kakšno ureditev tudi v kakšnem drugem naselju, občini, mestu. Potem bo Luka predstavil še druga območja v Ljutomeru, kajti ta dobra praksa se je potem širila po tej občini. Primere iz nekaterih drugih celostnih prometnih strategij v Sloveniji, prav tako Luka, in potem nekaj zaključkov iz teh izkušenj. Tudi vama lahko seveda postavljajo vprašanja v klepetu. Kar se tiče Juršovke, nasprotno od uvodnih primerov, ki smo jih danes slišali, je ta primer Juršovke se na nek način zgodil, in sicer kot pobuda ureditve enega samega območja. Osnovna ideja ni bila celovito umirjanje prometa v celem kraju Ljutomer, tako da je bil to bolj splet okoliščin. Sicer smo v CPS-ju predvideli umirjanje prometa v stanovanjskih območjih, ampak ne na tak celovit in kontinuiran način in brez posegov v hierarhijo cestne mreže. To je vsekakor bil pristop v prvi celostni prometni strategiji. Sama preureditev tega območja je nastala na pobudo občine Ljutomer, kajti oni so imeli v načrtu predelavo oziroma sanacijo podzemne infrastrukture tega območja in klasična rešitev za tako preureditev bi bila, da se to območje potem nazaj preasfaltira v prvotno stanje. Po izdelavi CPS-ja pa je občina zaznala, da je to priložnost, da se naredi kaj bolj ambicioznega in da se to vračanje v prvotno stanje naredi na način, da se uredi to območje v območje prijaznega prometa, kot smo ga kasneje imenovali. Območje obsega 4 ulice, je na robu samega naselja Ljutomer, ima 350 stanovalcev, 120 hiš. Pristop k preurejanju tega območja je bil na nek način pristop celostne prometne strategije. Kajti sledili smo vsem elementom, ki jih vključuje celostna prometna strategija, ampak na neki mikroravni. Šli smo skozi vizijo, cilje, iskali ukrepe v skladu s temi cilji, izvedli smo podrobno analizo stanja, vključevali smo intenzivno javnost in nenazadnje so zadevo spremljali in vrednotili. Tako posneli smo stanje pred, kot tudi situacijo kasneje. Na osnovi analize stanja smo ugotovili, kaj so glavne težave in smo prišli do nekega koncepta, neke glavne ulice, ki je še zmeraj ulica omejena na 30 km/h, to je ta osrednji koridor skozi naselje. Vse ostale ulice dobijo status območja umirjenega prometa s hitrostjo manj kot 10 km/h in brez ločene infrastrukture za pešce in kolesarje. Edino ta koridor je dobil nov pločnik za pešce. Vsa križišča so urejena na način mikrokrožišč z namenom umirjanja prometa. Vmes pa smo uvajali številne ukrepe za umirjanje prometa, ki boste videli tudi v nadaljevanju. Uredili smo tudi parkirna mesta, javna parkirna mesta, kajti to se je tudi pojavilo kot ena od težav, kajti mnogi so začeli uporabljati javne površine za zasebna parkirna mesta in svoje parcele raje namenili drugim rabam kot parkirišču za svoje avtomobile, tako da je bilo to treba pravičneje urediti. Uvedli smo tudi neke območje za igro in podobno. In s tem predlogom, s tem konceptom, s temi simulacijami smo potem v 3 korakih kontaktirali javnost. Najprej z dogodki na ulici, ki so bili nadpovprečno ali pa proti pričakovanjem odlično obiskani. Uredili smo tako imenovane ulične zabave oziroma piknik na ulici, kjer smo simulirali te rešitve in
in povabili stanovalce k pripombam. Drug krog vključevanja javnosti je bil, da smo vse stanovalce povabili na individualne pogovore, tako da so res vsi lahko prišli do besede in izpostavili svoje težave, predloge, pobude. In tretji krog se je vršil med samo gradnjo, ko je izvajalec in projektant ves čas komuniciral o prilagoditvah tega koncepta posameznim stanovalcem. In iz tega je nastala soseska, območje prijaznega prometa, kot smo ga poimenovali. Tukaj vidite nekaj preureditev, od počivališč, igral do parkirišč, ki služijo tudi za umirjanje prometa. Spodaj desno vidite to mikrokrožišče, vsa križišča, kot sem že prej omenil, so preurejena v element umirjanja prometa v obliki mikrokrožišč. Marsikatera od teh rešitev je bila pilotna, zato smo iskali najboljše rešitve s projektanti, iskali kompromise. Če bi danes dobili podobno nalogo, bi bili nekateri ukrepi bolj radikalni, bi še bolj posegli v predvsem umirjanje hitrosti, čeprav, kot boste videli potem iz podatkov evalvacije, smo že s temi ukrepi dosegli umiritev in znižanje hitrosti, posledno pa povečanje varnosti in skupno kakovosti bivanja v tej soseski. Zanimiva je tudi zgodba s stroškom te preureditve. Deloma posledica stanja na trgu gradbenih storitev, deloma pa tudi nezahtevnost ukrepov je privedla do tega, da so se končni stroški preureditve tega območja gibali skoraj v rangu predvidenih stroškov samo preplastitve tega območja. Skratka, naložba ni bila bistveno višja od prvotno načrtovanega vračanja v prvotno stanje, ampak kot rečeno, deloma je bilo to stanje po gospodarski krizi, ko so bila podjetja pripravljena dati veliko bolj ugodne cene kot projektirane, pa tudi same ureditve niso bile zelo ambiciozne in stroškovno tako intenzivne. Kakšno je stanje? Na srečo se naša kolegica Mojca Balant ukvarja s tem območjem še naprej, tudi v okviru svoje doktorske disertacije, tako da redno spremljamo, kaj se dogaja na tem območju. Rezultati ankete med stanovalci, ki je bila izvedena pred in po implementaciji te soseske, vidimo, da se je povečalo število hoje v samem naselju, kolesarjenja in druženja na ulici in da stanovalci zaznavajo celo sosesko kot bolj primerno pa naselje z višjo kakovostjo bivanja. Podatkov nimamo, ampak praviloma iz izkušenj drugih krajev lahko sklepamo tudi, da se je posledično dvignila vrednost nepremičnin v tem območju, kajti bolj urejena okolica, mirnejše okolje dvigne prepoznavnost in privlačnost take soseske, kar posledično vpliva tudi verjetno ali pa drugje je vplivala na zvišanja vrednosti nepremičnin. Kar se tiče prometnih razmer, je situacija taka, da se je zmanjšalo število vozil na delovni dan v naselju, torej soseska je postala manj privlačna za tranzit, sosesko manj prečkajo okoliški prebivalci z osebnim avtomobilom, hkrati pa tudi, kot smo videli na prejšnji strani, ljudje manj uporabljajo osebne avtomobile za krajše poti, ravno zaradi privlačnosti okolja za uporabo aktivnih načinov mobilnosti, torej hoje in kolesarjenja. Redno merimo tudi, oziroma smo merili hitrosti na tem območju. Vidimo, da so se ti ekscesi voženj nad 50 km/h v območju, ki je popolnoma neprimerno za take hitrosti, izničili, da se je bistveno zmanjšal ta preboj voženj od hitrosti 30 do 50 km/h, nekoč so skupaj zasedali skoraj polovico vseh voženj, danes je to približno četrtina, vsi ostali pa se gibljajo v mejah hitrosti, mejah dovoljenih hitrosti. To stanje bomo, kot rečeno, spremljali naprej. Soseska je kljub seveda začetnim
sicer manjšim nasprotovanjem in nekaj negativne publicitete, ki jo je doživela med prebivalci v času teh javnih razprav, je kasneje postala dokaj močna zgodba o uspehu v samem naselju, pa tudi širše, kar je privedlo do tega, da so tudi drugi deli občine, pa tudi samega Ljutomera začeli zahtevati podobne ureditve v svojih območjih. To je pa privedlo do tega, da je občina začela načrtovati take ureditve tudi v drugih delih območij. Mi smo te ureditve vnesli veliko bolj celovito in načrtno v novo celostno prometno strategijo in te naslednje korake bo pa zdaj predstavil kolega Luka Mladenović. Luka, izvoli. Čakaj. Zdaj vidimo tvoj drugi ekran, Luka. Ne pravega, torej. Čakaj. Tale bo pravi, okej. Je predstavitev? Okej. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, kot je Aljaž povedal, je nekako ta ureditev bila dobro sprejeta in se je strani prebivalcev tudi začele so se pojavljati pobude, pa tudi strani občine, da bi nekako se tudi drugi deli naselja Ljutomer urejali na podoben način. Zdaj, ta Juršovka je v tem južnem delu nekako ločena od tega osrednjega dela naselja in je bila ta njena celovitost oziroma odmaknjenost nekako neka lastnost, ki nam je dokaj enostavno pokazala, kaj je ta celota. Ko pa smo se lotevali ostalega naselja, smo pa seveda morali nek pristop razviti kako. In mi smo se tega lotili tako, da smo opredelili ulično mrežo v celotnem naselju. Zdaj, vse ulice, vse ceste v Sloveniji imajo neko določeno hierarhijo v skladu z uredbo o kategorizaciji javnih cest, ki pa tu ni nekako koristna. Te kategorije govorijo bolj o tem, kdo je lastnik, kdo je upravljalec ulice, na kak način jo upravlja, ne povejo nam pa nič o vlogi te povezave v samem naselju. In zato smo mi skušali opredeliti neke druge vloge vsaki od ulic, ki bi odražale nek pomen, ki jih ima za naselje. Zdaj, prva stvar, iz katere smo izhajali, je bilo lastništvo. Torej, če je cesta državna, je s tem možnost njenega spreminjanja, drugačnega urejanja bistveno manjša in zato je večina državnih cest nekako težje obvladljiva in smo tudi te državne ceste večinoma so pomembnejše ceste, ki povezujejo naselje z drugimi naselji oziroma imajo neke te pomembnejše vloge in te so večinoma državne ceste smo mi opredelili kot neke tranzitne ceste, seveda z zmanjšano hitrostjo, nekatere 50, nekatere 40. Tudi nekatere ceste, ki so občinske, ampak imajo to povezovalno vlogo, sodijo v to kategorijo. Torej, ceste, ki nekako so pomembne za povezovanje naselja z ostalimi, kjer lahko pričakujemo več prometa, tovorni promet, so potem dobile neko kategorijo tranzitne ceste. Vse ostale smo mi smatrali kot neke dovozne ceste, neke lokalne ceste, za katere pa v bistvu imamo več vpliva na njih, ampak lahko tudi njih bolj spreminjamo, predpisujemo drugačne režime in pa predvidevamo tudi druge ureditve. In tako smo dobili tole omrežje iz Ljutomera, torej nekih teh glavnih cest in pa potem nekih takih otokov, teh manjših lokalnih cest, ki smo jih mi dovozni in na katerih bi si želeli v bistvu izključno
promet, ki ima izvor ali pa cilj, torej predvsem prebivalce ali pa tudi uporabnike nekih funkcij, ki se tu dogajajo. S tem so tule na desni karti nastala taka zaključena območja, ki smo jih pa potem mi nekako uporabljali za ta zaključena območja, ki se urejajo enotno, celovito in v okviru posameznega urejanja. Tako je potem sledilo v dogovoru z občino, da se bomo ukvarjali še s 4 območji v naselju Ljutomer podrobneje in pripravili možne ureditve za celovito umirjanje prometa tudi v teh. Torej celovito, s tem mislim, da ne samo, da postavimo na začetku območja tablo območje omejenih hitrosti ali pa umirjenega prometa in s tem zaključimo svoje delo, ampak da pogledamo, kako lahko ta prostor uredimo, da ne bo ta prometna funkcija edina in nekako nadrejena vsem ostalim, ampak da ta prostor čim bolj uporabljamo kot javni prostor, da ga prebivalci lahko uporabljajo tudi za druge rabe in da se nekako tudi potem kakovost bivanja v tem območju izboljša. Podobno kot na Juršovki smo pripravili predlog vrste ureditev s poudarkom torej na izboljšanju pogojev za pešce, za kolesarje in pa tudi za izboljšanje pogojev za samo uporabo prostora, za zadrževanje v prostoru, igro in ostalo. Tako da smo tudi tu predvideli vrsto elementov, nekatere Aljaž že omenil, torej v vseh teh ulicah se je odvijalo precej parkiranja, zasebnega parkiranja na javnih površinah. To smo skušali urediti, torej da se predvidi parkiranje za obiskovalce, ampak je pod določenimi režimi, omejitvami. To parkiranje tudi služi kot nek element umirjanja prometa in hkrati so nekako na te nove elemente vezane tudi ostale ureditve, kot so na primer klopi, igrala in podobno. Tu so slikovni prikazi posameznih primerov rešitev, na primer neka pomembnejša peš povezava, ki pride iz druge smeri, se potem izrazi tudi na ulici v obliki hitrostne ovire, tako da tudi je hoja tu varnejša in prijetnejša, ker veš, da tudi če priteče otrok, bo avtomobil tu moral zapeljati kasneje, ali pa na primer ploščadi pred vrtcem, ki je pač ta ureditev pred vrtcem je bila pred preureditvijo klasična, torej nekaj parkirišč, ki so v času dostave otrok vedno polna, zdaj pa je predlog prostora nekako bolj javni prostor, tlak govori o tem, da je to prostor, kjer se tudi zadržujejo včasih otroci, včasih drugi ljudje in s tem tudi avtomobilom sporoča, da hitrosti tu ne smejo biti tako visoke oziroma varnejše, prijetnejše za uporabnike. Nekako, ko smo videli, da se na nivoju naselja Ljutomer ta območja da urediti in te rešitve da predlagati, smo tudi, ko smo se ukvarjali z ostalimi celostnimi prometnimi strategijami, skušali nekako vsej osnovno zasnovati podobne zasnove in potem iz njih izhajati ureditve. Tu je primer naselja Metlika, naselje s 3200 prebivalci, torej razmeroma majhno naselje. Spet smo nekako začrtali to osnovno omrežje cest, na katere nimamo večjega vpliva, ga skušali prekriti z omrežjem ključnih peš povezav v naselju, torej povezav med nekimi ključnimi programi in s tem opredeliti potem neka prednostna območja umirjenega prometa in pa nekako za nadaljevanje, ko bodo ta območja že uvedena in delovala, tudi ostala območja, ker idealno stanje bi bilo, da je celotno naselje
sestavljeno v celoti iz teh območij umirjenega prometa, se pa to pač čez noč celota ne da izvesti. Še en primer, s katerim smo se precej ukvarjali, je naselje Zreče, v občini Zreče, nekoliko večje, 6400 prebivalcev, spet podoben pristop, prikaz imam tu na tej sliki v okviru karte, ki se je ukvarjala s kolesarskimi in peš povezavami, ampak gre za enak koncept, nekako se po urisu teh ključnih povezav, ki morajo nekako se ohraniti za tranzitni promet, se začnejo izrisovati območja, ki pa lahko funkcionirajo razmeroma samostojno in celovito kot območja, v katerih se kasneje ureja umirjeni promet. Mogoče, kar je pri Zrečah zanimivo, je to, v večini drugih naselj prednjačijo neka območja s pretežno stanovanjsko rabo, z morebitnimi določenimi dodatnimi programi, kot so vrtci, šole, včasih trgovina. V Zrečah pa je nekako izrazito to industrijsko območje, ki pa vključuje tudi osnovno šolo, srednjo šolo in cerkev. In zato so nekako tudi ureditve, s katerimi smo se ukvarjali, v primeru Zreč bile nekako drugačne, bolj prilagojene programom, ki se tu odvijajo, specifičnim težavam, s katerimi se v tem območju srečujejo, kot je recimo jutranja konica, ko so zaposleni že na delu in prihajajo tudi otroci, ali pa primer izmene, ko prihajajo novi zaposleni, prejšnji pa še niso odšli, ampak tudi tu pač se ti nekako isti pristopi, isti koncepti pojavljajo, torej izboljšanje povezovanja za pešce in kolesarje znotraj in med drugimi območji, medtem ko se ohranja oziroma zmanjšuje, ne izboljšuje povezav za avtomobile. Še zadnji primer je primer Kočevja. Kočevje ima 8600 prebivalcev, vidimo, da je tudi ta mreža cest že bolj razvejana in s tem že nekako prihajamo v večjo možnost teh različnih območij, ki se pojavljajo, ki se nekako izrisujejo potem, ko opredelimo to osnovno mrežo. Tudi tu smo opredelili neka prednostna območja, v katerih lahko pričakujemo večje učinke, lažje delo in pa potem tudi ostala območja, na katerih bi delali v nadaljšem obdobju, torej tudi kasneje. Torej, če jaz povzamem, tu je nek nabor občin oziroma naselij, ki so razmeroma tipične za Slovenijo. Torej, to niso velika mesta, kot je Barcelona, ampak vidimo, da tudi ta princip, ta pristop v osnovi lahko deluje, mogoče malo v drugačnem merilu, mogoče ne gre tako za neke te jasne mreže, ampak vseeno neka območja lahko razmeroma enostavno določimo in v njih potem obravnavamo umirjanje prometa, brez da bi omejevali oziroma onemogočali avtomobilski promet. Mogoče predajam zdaj besedo nazaj Aljažu. Aljaž, sicer hvala, Luka. Je želel Aljaž še kaj dodati? Ja, samo še par zaključnih besed. Skratka, to so bili prvi poskusi, ki pa nimajo vseh elementov tega, kar smo danes slišali v Barceloni oziroma v Flandriji in v Španiji. Predvsem se mi nismo na ravni mesta privoščili nekih bistvenih prekinitev glavnih prometnic. Če smo to naredili znotraj nekih manjših mestnih delov, soseske, nismo pa šli tako radikalno, kot si je to recimo privoščil Gent. To je sigurno tema za prihodnost. Prepričan sem, da v naslednji generaciji
celostni prometni strategiji, torej v nekaterih občinah. To bo to tretja generacija, že v nekaterih druga. Bodo ti celoviti ukrepi, kot so kakorkoli jih bomo imenovali, ali superbloki ali načrti vodenja prometa postali sestavni del, kajti v bistvu odgovarjajo vrsti kriterijev celostnih prometnih strategij, so celoviti, urejajo vse prevozne načine, preurejajo cele dele mest in dosegajo to želeno novo hierarhijo prometnih načinov v naših mestih. Teda, če med zaključki samo ponovim tiste iztočne misli, ki so bile prej bolj napotek za sledenje, zdaj pa neke zaključne misli celotnega današnjega izobraževanja. To, kar smo danes slišali, so vsekakor bodoči koncepti in temeljni gradniki najprej celostnih prometnih strategij, potem pa upam, da čimprej tudi naših prostorskih načrtov v občinah in regijah, da gre za koncept, ki je primeren za vse velikosti naselij, da ima uspehe, videli smo tudi v Ljutomeru, zmanjša motorni promet, poveča tako alternative, njihovo uporabo kot njihov prostor, poveča javno življenje in izboljša kakovost bivanja v teh območjih. In zdaj ta cenovna ugodnost je relativni pojem za Toma, ki je pregovorno šparal in vemo, da bo to izoblikoval, da niso nujno poceni. Mi smo videli na primeru Ljutomera, da je ta izvedba lahko zelo cenovno ugodna. Če se najprej v prvi fazi lotimo to kot taktičnega urbanizma, je to lahko ugodno, potem pa počakamo na pravo priložnost za dejansko fizično preureditev tega dela mesta. To je vse z najine strani.